Približno vemo, kdaj začnemo, to vemo, kdaj se pa konča, pa v bistvu ne vemo natančno, tako da je v bistvu urnik v teh dneh zelo gibljiv, da se prilagajamo iz dneva dan situaciji. Delate po 12 urih izmenah, ne? Ne, imamo 3 turnuse, tako da dopoldan, popoldan in nočna, vikende pa delamo cel dan. Pa v večini sodelavci hodite normalno domov ali ste v tem času ločeni od svojcev, ste nastanjeni v kateri od teh nastanitev izrednih? Mi v bistvu smo že skoraj od začetka nekako v samoizolacijah, tisti, ki si to ne morejo privoščiti. Tisti, ki v bistvu ne morejo zagotoviti samoizolacije, nam klinični center nudi možnost nastanitve tukaj v bližini kliničnega centra. Sam pa v bistvu sem v samoizolaciji in svojih najbližjih staršev, brata, prijateljev v bistvu ne obiskujem že kar nekaj časa, tako da z njimi v bistvu vzpostavljam kontakt preko telefona, preko Skypa. V bistvu neko moč ima že vsak posameznik v sebi, neko upanje, drugače pa samo strokovno znanje, ki ga imamo, nam v bistvu pripomore k temu samo okolje tukaj med nami, naši šefi, tako moja nadzorna sestra, kot naši zdravniki nam nudijo pomoč in oporo in v bistvu tudi mi, sam kolektiv, v bistvu je zelo povezan med sabo. Zdaj prihajajo tudi diplomirane medicinske sestre in zdravniki iz drugih enot kliničnega centra in v bistvu smo se naredili en multidisciplinarni tim, v katerem se spodbujamo in v bistvu si zaupamo in v bistvu ena taka zelo pozitivna klima vlada med nami. Z začetka, v bistvu ko so prišli prvi pacienti k nam, je bil seveda strah prisoten, ampak za ustrezno zaščito opremo, ki jo imamo na voljo, se je ta strah zmanjšal, v bistvu vsakodnevno spoznavanjem bolezni, se v bistvu smo se tudi dobro pripravili na vse skupaj in ta strah počasi mineva. Ampak vseeno uporabljamo zaščitna sredstva in se v bistvu varujemo, da ostajamo na varni liniji in da lahko v bistvu poskrbimo za te najbolj ranljive naše bolnike. Absolutno. Dnevno dobivam sporočila tako preko Facebooka, SMS-ov, telefonskih sporočil, spodbujajo me kolegi, kolegice, prijatelji, prijateljice, starši, ostalo širše sorodstvo, tako doma kot v tujini, tako da nudijo podporo, spodbude, tako da to v bistvu v teh časih je zelo pomemben vidik, da lažje nekako prestajamo te težje čase v bistvu. Prosti čas v bistvu pred televizijo, malo ležanje na kavču, ostali del pa v bistvu se nekako zakopljem v članke, kar se tiče zdravstvene nege, v bistvu kako je v svetu, da lahko v bistvu neko dobro prakso mogoče se prinese še v vsak dan na našem oddelku oziroma na naši kliniki. Mogoče ostani doma že nekako fraza, ki jo že vsi slišijo, zdaj upam, da jo tudi razumejo, ampak res polagam vsem državljanom in državljankam,
da ne ostanejo doma, ker s tem največ naredijo sebi in tudi nam v bistvu zelo pripomorejo in olajšajo delo.